Jaz vas lepo pozdravljam v svojem imenu in seveda v imenu Zavarovalnice Triglav. Zdaj, v bistvu, jaz moram v imenu Zavarovalnice Triglav tudi zahvaliti za vašo zahvalo. Mi zelo radi sodelujemo na takih regionalnih v bistvu forumih, podpiramo jih, ker je v regionalnih, v posameznih področjih zelo veliko znanja in takšna predaja znanja, novih idej in vseh priložnosti, mislim, da je zelo dobrodošla. Zdaj, tako ne, gospa županja je rekla pač, da ne bom imela političnega govora, jaz majčkeno marketinškega bom imela, tako da na koncu mojega nagovora si boste ogledali tudi kratek filmček v zvezi z našimi produkti, ki so primerni tudi za podjetja, ne samo za fizične osebe. Bi pa vseeno to priložnost izkoristila, da vam majčkeno predstavim v bistvu delo, ki poteka, oziroma tudi strategijo Zavarovalnice Triglav, s čim se soočamo, kam gremo, ker oziroma osrednja tema je poslovni izzivi prihodnosti in s temi izzivi se tudi v finančni branži seveda srečujemo. Če se na kratko ozrem v letu 2017, moram reči, da kljub velikim škodam, ki so jih povzročile naravne ujme, smo zelo zadovoljni s poslovanjem. Smo tudi ostali največji igralec v regiji, imamo čez 5000 zaposlenih, delujemo v 6 državah, tisti, ki nas še ne poznate v celoti. Pobrali smo v letu 2017 preko milijardo evrov premije v celotni regiji, z rezultati poslovanja smo pa tudi zadovoljni. Res je pa, da smo se v letu 2017 srečevali z velikimi škodami, tudi v Zasavju. So nas te ujme tudi do Litije doletele, tako da kljub temu pa smo strani bonitetnih agencij obeh ohranili bonitetno oceno A in tudi srednjeročno v bistvu stabilnost. Mogoče se vam zdi, bom rekla, to majčkeno tako, tisti, ki se ukvarjate s financami, pa veste, da je za finančne inštitucije to precej pomembna zadeva in tudi nekako s tem zagotavljamo varnost vam vsem našim zavarovancem, pa tudi v končni fazi bodočim, ki to še boste. V bistvu vsi gremo v procesu digitalizacije, že nekaj let se ukvarjamo s tem, skušamo se približati tudi vam, našim zavarovancem, poskušamo poslovati tako, da v bistvu tudi vi porabite najmanj časa, da poslujete z nami. Žal pri podjetjih nam še ni uspelo uvesti digitalnega podpisa, tako da veste, da veliko delamo že po mailu, dokumenti in podpisane zadeve, pa žal z uvedbo digitalnega podpisa nekako še ne napredujemo. Če se osredotočim tudi na prodajo fizičnim osebam, veliko od vas, ki ste naši zavarovanci, poznate aplikacijo Drive. Zdaj moram reči, da tukaj bi rada nekaj izpostavila. Mi smo uvedli aplikacijo Drive, ker se hočemo približati mladim zavarovancem. Zaradi tega, ker pravijo, mogoče gospa županja, da je javna uprava počasna, smo tudi mi počasni, se težko prilagajamo, zdaj finančne inštitucije, sploh v državni lasti, smo tle, bom rekel, označeni, da se ne prilagajamo dosti prav hitro. Mi se poskušamo prilagoditi mlajši populaciji, ki veste, da ni tako dovzetna za zavarovanja, so pa oni naša prihodnost. Tako da smešno pa je, oziroma zanimivo, da to aplikacijo Drive uporabljamo največ ljudje od 40 do 55 leta. Tako da pravzaprav mlajše populacije s tem nismo dosegli, se pa močno trudimo z raznimi internetnimi aplikacijami, mobilnimi aplikacijami, tako da smo že na tem področju kar precej uvedli. Trudimo se tudi za podjetja, da bi prilagodili produkte, ker vi vsi, oziroma tudi mi se srečujemo z novimi načini poslovanja, z novimi izzivi, tako da trudimo se na tem področju tudi. Čeprav včasih ne zgleda, da nam gre prav hitro, če vam začnem naštevati vse spremembe, ki smo jih uvedli v zadnjih 2 letih, pravzaprav bo to trajalo več ur. Zdaj, v tem, bom rekla, v tem turbulentnem času se vsi srečujemo tudi z težavo s pridobivanjem kvalitetnih kadrov. Kljub temu, da je še vedno brezposelnost 14%, oziroma na področju Slovenije tudi nekje v teh okvirih, se še vi bolj kot mi, pa tudi mi se že srečujemo s težavami pri pridobivanju kadrov.
Zdaj, če marketinško naprej povzamem, v Zavarovalnici Triglav se zelo ukvarjamo tudi s tem, kaj bi vi kot delodajalci lahko ponudili vašim novim zaposlenim oziroma tistim, ki jih snupite, da bi prišli delati k vam. Dva zelo, bom rekla, nista moderna, sta pa zelo potrebna produkta, sta tudi prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, ker verjamem, da tudi vi poznate, ker se s kadri ukvarjate, da tudi mladi, ki sicer nekako še niso čisto dojeli oziroma jih še ni doleteli to, da prihodnost v pokoju ne bo tako rožnata, že zelo cenijo delodajalce, ki jim omogočajo tudi sklenitev prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja oziroma v katerem tudi delodajalec prispeva. En izmed novejših produktov, ki ste tudi, verjamem, da že opazili Jumbo pa KTV zavarovalnice, tudi dodatno prostovoljno zdravstveno zavarovanje. In sicer imamo produkte, ki omogočajo hitrejšo pot do specialista. Primerno so tudi za podjetja, ker so v kolektivni obliki, pa seveda tudi za vas kot posameznike, ker jih lahko sklenete tudi sami. Na to temo si bomo ogledali tudi na koncu kratek filmček. Jaz verjamem, da bo tukaj v okviru okroglih miz in potem še pri vinu Zajc, veliko pametnih idej, oziroma si bomo tudi sami izmenjali veliko novih znanj. Rečem pa tako, v sloganu Zavarovalnice Triglav, z veliko pozitivne energije, pa veliko aktivnosti, pa rabimo tudi majčkeno sreče, jaz mislim, da bo res vse v redu tudi v prihodnosti. Tako da hvala lepa. Hvala.